Kaj pa so značilnosti motokrosa? Zelo dinamičen šport, zelo zanimiv, adrenalinski. Hkrati pa, da v bistvu za sam motokros moraš znati tudi kaj drugega. Naprimer, otroci, če hoče voziti motokros motor, morajo biti kondicijsko zelo dobro pripravljeni. To pomeni, da morajo veliko teči, veliko kolesariti, telovaditi. Pri katerih letih pa začneš lahko trenirati motokros? Večina otrok pri nas začne trenirati tam nekje 6 leti, ampak najmlajšega, ki je sedel, sicer ne na takem motorju kot je ta, ampak veliko manjšem, je pa bil star 2 leti pa pol. Ta motor, ki ga imamo tukaj, ta bi bil ravno primeren naprimer zate, lahko kar gor usedeš. Pomembno je na motorju, ki sediš, da pravilno sediš, da imaš pravilen položaj. Naprimer, pomembno je, da se usedeš majčkeno bolj naprej, da daš noge na stopalke. Če imaš ti roke takole, kar spusti. Če imaš roke čisto ob sebi, vidiš, nimaš nobene kontrole nad balanco. Če imaš pa roke gor, pa ti odločaš, kam boš šel motor. Jaz se še nikoli nisem peljala z motorjem. Jaz tudi Koliko je ne. takšnih, ki se niso še nikoli. To je Jaka, to je Maj. Ona dva nam bosta pomagala jo obleči, prav? Ker tudi dobro veste, kakšno opremo pa kako v zaporedju jo dajati gor. Evo, mi nič vroče v tem. Malo. Sploh poletje je vroče. No, super. Boste se danes probali sami malo peljati? Okej. Tako. V takem primeru se mora motor vedno prej segreti. Tako, ko se moraš ti segreti, preden greš na motor, se mora tudi motor segreti. A te kdaj strah zaradi hitrosti? Pa ne toliko, zato ker sem se že navadil. Kako pa izgleda padati? Boleče. Sicer, če padeš ful, pač bolj boleče, pa ne, pa pač se popereš, pa greš naprej. Zelo pomembno je to, kar sva se že prej pogovarjala, da se usedeš malo bolj naprej, da so komolci gor, tako. In tukaj, ko držiš gas, da držiš takole z roko čim više in boš videla, ko bo dala majčken gasa, bo motor že speljal. Zakaj pa Mija nima očal? Dobro vprašanje. A veš zakaj? Ker če bi imela zdajle očala gor že tako na začetku, bi me veliko težje slišala moja navodila, kaj mora narediti, in bi bila verjetno zaradi tega malo bolj zbegana. Šla bo v tisto smer naravnost, ker nimava nobenih ovir, nobenih motečih stvari. Ko rečem zdaj, daš malo gas, ko rečem stop, spustiš gas in stisneš bremzo. Prav? Bravo, super je bilo. Aleksis, Ja, seveda.